Dobrodošli v novi epizodi podcasta VAR, nogometnega podcasta Delove športne redakcije. Dočakali smo spomladanski del slovenskega državnega prvenstva, z mano sta Jernej Suhadolnik in Gorazd Nejedli. Pogledali bomo ne samo na slovenske zelenice, tudi na tuje derbije in pa k Ligi prvakov, ki bo z nami že jutri. Tako da, če začnemo doma, na domačih zelenicah, da Gorazd, začnemo na točki. Zdaj lahko morda že še malo bolj z gotovostjo, kot prejšnji teden rečemo, pri bodočih državnih prvakih. Celje je res pustilo znova nek šampionski vtis, zelo dobra podoba na zelenici. Prvi vtis je, da so bili strahoviti. Tako prepričljivi, z igro všečni, kombinatorni, prebojni. Z menjalom so še dobili neko novo dimenzijo, globino, ki jo praktično cela liga nima, ne. In težko ne vidim, zna se res zgoditi, da bo celo največja razlika v zgodovini slovenskih prvenstv. Pa morda, Jernej, da se naveževa tukaj le na Gorazdovo pač besedo, da so bili strahoviti. Sploh v pogledu, da so noter v igro vstopili potem še Mario Kvesič, Nino Kouter, Aljoša Matko, ki se vrača po poškodbi, da Edmilsona sploh ni, da Luke Bobičanca ni. Se res zdi, da ima tu Celje dovolj širok kader za dve kvalitetni ekipi, ne samo eno. Ja, to se lahko hitro spremeni, ne? Ampak verjetno je to posledica kadriranja za poletje, ne? Oni so nekako prepričani, da bodo prvaki v tej sezoni zanesljivo. To se je potrdilo v prvem kolu in vse to kopičenje igralcev je že namenjeno kvalifikacijam za Ligo prvakov, ne? In pač evropska tekmovanja, kamorkoli bodo pač šli. In to je posledica ta. Denar imajo, kapital imajo, vejo, da je treba januarja že delati za poletje. Nekaj 10 kilometrov severno so videli, da je bila to prava pot pred leti. In oni zdaj to samo kopirajo, ne. Tako da ne vidim tu nič novega, vse je v funkciji optimalne priprave na evropska tekmovanja. Da pa Celje ne bo prvak, bi se moglo pa res nekaj zgoditi. Ne samo zaradi Celja, ne samo zaradi velike prednosti, ampak tudi zaradi Olimpije, ki si verjetno večjega kiksa na štartu ne bi mogla privoščiti, ne. Vsaj formalno. Rogaška je zadnja, ti si trepetal za točko, ne za zmago in to ni najboljše. Tako da vse to govori o tem, da Celje ne bo nekih težav imelo pri lovoriki, ne. Kar pa na konec koncev razkaže tudi na to samozavest, ki jo ima ekipa, da niti po hitrem zaostanku proti Muri se ni zdela, da bi jim to kaj spodrezalo krila. Oni so odigrali naprej v svojem slogu in že v 50 minuti je bila tekma odločena. Ja, saj to je ta moč individualna, ki je pa še podkrepljena zdaj z neko homogenostjo in skupaj so že pol leta ali pa en let, ne. Sam dodali so še enega, dva, rečemo, menalo eden tak, ki je samo še uplemenitil tisto, kar so pogrešali. In tako da pravzaprav res ne vidim razlogov, zakaj bi bili oni zaskrbljeni, ne. Edina skrb je, da poskušajo čim bolj zdrave fante pripeljati do evropskih tekem, ne. In seveda notranja selekcija, zato je pa pač odgovoren trener. Tako, in tudi Damirja Krznarja zdaj čaka mnogo, če bo šlo tako naprej, bolj mirna pomlad za neko kvalitetno delo, ki se bo odražalo naprej. Recimo, da ima izkušnje, ne. On je čez podobno pot je že šel pri Dinamu, spomlad mislim, da je kar suvereno dobil naslov in se po letu v Ligo prvakov vrsto. Tako, ker pa če delaš v miru, je veliko bolje delati. Pa Jernej, tako kot si že začel, Olimpija začela biti težko slabše, lahko bi, če ne bi v 92 minuti prišlo do izenačenja, je pa prvi vtis ni bil tak, kot so ga v Taboru zmajev napovedovali, predvsem prvi polčas je bil res precej bledo Olimpijo smo spremljali. Ja, se tudi njen trener po tekmi rekel, v tekmo smo ukrenili slabo. Jaz takih tovrstnih izjav tako ne razumem, ne. Ampak kaj si delal pol leta, ne vem, 3 mesece, ko so bile priprave, kako lahko kreneš slabo. Lahko se konča slabo, ne moreš pa kreniti slabo. To jaz tega ne razumem, ampak v redu. Kiks je seveda velik, Rogaška je zadnja, doma si jo imel, ne glede na to, kakšno igrišče, da so tribune prazne, je vedno za oboje isto, ne. In to je pač kiks, ki nakazuje na neko zmedo, ampak bomo videli. Se zgodi v nogometu včasih tudi,
da se pojutru večer ne pozna, ne? Ampak začeli so pa slabo. Ja. Korest, napisal si v članku v današnjem delu, da je imel Zeljković ob vsem, kar je bilo na zelenici, tudi on prste vmes pri tem prej ne najbolj posrečeni selekciji, na koga si s tem. To nedvomno, ker bi slab rezultat, je trener kriv. Ne? In zdaj moramo štartati izhodišče. Izhodišče sta bile zadnje 2 tekmi minule jeseni. To je bila Bratislava, pa je bil Koper. Olimpija je bila odlična. Res, da je bil ne Rui Pedro, ampak mislim, da Rui Pedro v smislu igre ne predstavlja neke tako hude dodane vrednosti. On je individualno zelo močen in je samo nadgradil tisto, kar je Olimpija igrala. Tukaj pa Olimpija tudi igrala ni. Potem še enkrat se je izkazalo, preveč tujcev. Ne veš, kaj z njimi, koga dati, zakaj ga dati. In tukaj je Zeljković očitno pozim ali je napačno ocenil pripravljalno obdobje, ali je imel odzad kakšne namige, da more pač zadevo malo tako pelati, ker glede na to, da denarja ne bo junija, toliko, kar ga je bilo zdajle, in bo treba zmanjšati ta igralski kader, vsaj s tujci. Domačih ni, če pa so dobri, so pa tudi dragi za Olimpijo. Zanimiv bo, no, mislim, ne vem, kaj je razmišljal Zeljković, kaj je videl, kako je vse to pelo čez zimo. Na koncu moram pa pač priznati, da to je katastrofa za slovenski fuzbal. Nacionalen stadion pa igrišče, to je pozabo na nogomet. To je brez veze in tukaj malo trener ima prav, ko pravi, da pač na koncu je zadovoljen bil, kaj daš padel za tega, da je žoga hitrejša ratala, ampak se to sploh ne spreminja vsega. Ne? Mi smo edina res, kolikor toliko resna država, da si ne moramo prvošati tazga travnika na nacionalnem stadionu. Vse države okoli nas, pa še verjetno kam drugam v Evropi, premorejo vsaj eno minimalno infrastrukturo. To, kar imamo pa mi, je pa razmislek za nogometno zvezo, za lokalne skupnosti, za ne vem koga, da to mora biti celovit projekt. To je projekt nacionalne vrednosti, izboljšava infrastrukture. Kako, kdo in zakaj, to pa ne razmišljajo pač ljudje, ki so zraven. To ne gre več, no, mislim. Sploh potem, da so pozimi začeli prenovo zelenice, jo napovedovali, ne nazadnje so prebivalci Ljubljane gledali rumene luči nad Stožecem zvečer, ki naj bi pomagale k obnovi trave, pa ko so odgrnili to belo pregrinjalo, so je nogometaše pričakala verjetno neprijetno presenečenje, glede na to, da niti trenirati niso smeli do zadnjega na njej. Ja, težko je to komentirati, ne? Čakamo na odzive, ne? Ja, ampak zdaj je malo pozno, ne? Sred sezone bo to težje reševati. Ne, sred sezone tega ne moreš, ne? Mislim, če hočeš igrati tekme, seveda gor. Če ne, lahko, ne? Ampak to je zdaj nemogoče do poletja. Ni samo na glavno igrišče, gre za celotno infrastrukturo, kjer klub, ki ima 300-400 otrok, ne premore 2 resnih igrišč. Pustimo, da umetna trava v Stožcah z 2 igriščima, ki nimata ustreznih mer. Gre za splošno in to ne samo v Ljubljani, zdaj to je povsod. Kolikor toliko imajo v Kopru urejen. Pa verjetno glede na količino igralcev, ki jih imajo in bazena, strahovit ga je še igrišče ali 2 premalo. Glavno je pa isto, katastrofa. In to je že družbeni problem, ki ga pa seveda ne razumejo ljudje, ki odločajo v državi. Mislim, da je celo zagrozil, je namignil predsednik Kopra, da znajde z drugam igrati, ker ni zadovoljen s tem. Res je, javno je povedal, da razmišlja, da je možno tudi selitev z Bonifike zaradi trave. To je nek manever, ampak lahko gre, ne, zakaj ne? Lahko gre, sam se veliko na boljš ne bo pršel. Gre pa za to, da naprimer koprska občina oziroma ljudje, ki tam odločajo o čem in delijo sredstva ali pa projekte si izbirajo, ne vejo, kaj to nogomet, kaj to pomeni za njihovo okolje. Sploh ne vedo, da je po 400-500 otrok tam. To je nenormalno, koliko ljudi se ukvarja, jih zanima nogometno v Kopru. Ne. Očitno pa tega občina ne razume. Ne. Ja, ki se
Slovenska reprezentanca se je pripravljala v Dekanih, ne na Bonifiki, pa bi se raje na Bonifiki, ampak po besedah takrat iz tabora, ko sem bil na začetku priprav, so bili v Dekanih tudi zaradi kvalitete zelenice. Tako da še en dokaz, ja, da je to, mislim, da je malo narobe svet, če tako rečemo. Pa če se vrnemo še za trenutek, ko morda edini svetli točki Olimpije, bi pa lahko izpostavili Marka Bresta, ki pa je po vstopu v igro jo poživil, do neke mere izsilo 11 metrov, kar je tudi sam priznal, da bi lahko vstal na nogah, ampak zakaj pa bi, če je za to dobil 11 metrov za ekipo in še zadev, pa dosegel izenačujoči zadetek. Tako da saj ena in domač fant, tako da saj ena svetla točka je pa vendarle bila. Ja, sej verjetno je celo boljše, da je prišel kot rezervist noter. Ne verjamem, če bi v prvi enajsterici bil, da bi takoj stopil, tako prišel spredje in nas je opozoril. So pač te detajli, podrobnosti, ko nekdo je v vlogi rezervista boljši, je pa vsekakor sporočilo, ne, dobro, ne, narejeno doma. To pač morajo ljubljanski šefi dojeti, že tako imajo negativno podobo v javnosti, kjer polovica medijev navija o tem, da bi razpadali ali pa bankrotirali, jaz ne vem, sicer ne vem, kdo bo pol to prevzel, ne. Kje bojo pol najdel novega norca, ki bo vlagal v nogomet slovenski oziroma v Olimpijo, ne. Ampak pustimo zdaj to so pač druge teme. Zdaj, en detajl je tudi ta, da ponavadi te slabe ekipe, ali pa v narekovajih slabe, se očitno je bilo Alpari, ne, v drugem delu drugega polčasa padejo, ne. In če prideš takrat not kot svež, imaš več možnosti, da nekaj opozoriš nase, ne. Pač pritisk je tvoje ekipe večji, loviš rezultat, si bliže golu, oni pa padejo telesno, pa tudi psihično in pač dostakrat zgodi se, da prejmejo gole v tistih obdobjih po 75 minut in tako se je zdaj zgodilo. Tako da vprašanje, če bi bilo kaj drugače, če bi on začel, ampak to zdaj ne vemo. Ja, bomo že videli tudi, kako bo Zeljković ocenil že za naslednjo tekmo. Malo se mi zdi, da je tudi prišlo do napačnega razumevanja hierarhije med igralci. Česar mogoče Zeljković ni zaznal, ali pa je, pa ni še tega rekel, ne. Dofo je počasi začel prevzemati vodjo igre. To ne gre. Dofo ni zato, da bo žogo držal v nogah, Dofo je zato, da jo odvzema in da jo daje prvemu do sebe. In tu, ko ima Dofo preveč žoge v nogah, pomeni, da je v igri nekaj narobe. Oziroma, da so ustrezni igralci v enajsterici. Tukaj zdaj ne vem, ali je bil to na ključe ali tako izpadli, ker Dofo je sicer zelo agresiven igralec, se zmer postavlja v spredje, ne kot osebnost, ampak kot način igre je tak, samo v urejenih ekipah, ko se ve, se tudi njegova vloga ve. In zdaj pač, ko je Olimpija, kakršna je bila in kjer ima on 3/4 žoge v kot vezist, glavni, to ne gre, ne pije vode. Ja, se je So poznalo. detajli, ne, se pravim, Zoran bo imel veliko, očitno še dela, ne. Je pa vsekakor boljše, da je zdaj že videl, kaj pa kako, kakor pa da se mu to iz tekme v tekmo nekje vleče. Ja, da se morda kakšno težavo že zdaj odpravi, ker Tudi vratar, zdaj Ja. se vidi, da je kar problem. Ni tako enostavno. ja, drug zadetek je Pa ne gre. gre, malo na ne gre njegov toliko račun. za gol, gre za podobo na igrišču, kako stoji, kako narekuje v obrambi, nasplošno gre, ni avtoritete. Ne. Ja, in tako. Tako da nesigurnosti ne vnaša v obrambo, Tako kar je. se pa potem pozna na igrišču. Ne. Je pa, če je šlo Olimpiji slabo, njihov največji tekmec mariborski, bi pa res težko začel bolje spomladanski del državnega prvenstva, doseči 7 zadetkov, ni mačji kašelj, pa čeprav proti Aluminiju z igralcem manj od 8 minute, ampak vendarle verjetno Anteja Šimunža lahko veseli, če že nič drugega ob visoki zmagi, tudi to, da Arnel Jakupović zadeva, dosegel je hat-trick je dosegel tudi na pripravljalni tekmi, morda to ne bo napadalec za največje tekme, če pa bo proti na papirju slabšim tekmecem dosegel gole, je pa že to za Maribor kar pomembna okrepitev. Ne bi rekel, da ne bo za več, mislim, ne vem, to bomo videli, ampak že pogled na te 4 napadalce, ki so bili noter mariborske, verjetno tudi Celja nima, saj poimensko toliko dobrih kot Maribor, te 4 spredi, ne. Maribor ima malo tanjšo klop, ampak Aluminij je bil idealen tekmec za tokrat, ne.
z enim manj, on se še malo odpre, hoče še na pol groziti, govorim pozitivno groziti, da bo nekaj naredil, ne? In potem seveda fašeš, ne? Tej so pa komi čakali na nekaj tazga, ne? Iličić, Sudani, Barišić, Jakupović, to vse pač prirejeno za to, da se ti nekdo odpre, lahko daješ gole, ne? In tako da ta tekma je zgovorna, ker je bilo 7 golov, ali pa ni zgovorna, ker je bil tekmec Aluminij. Maribor ima relativno ugoden razpored, kot če se ne motim, naslednje 3-4 tekme ima premagljive tekmece, in to mora naučiti zdaj na teh krilih, ker potem pa sledijo, mislim, da zaporedoma Olimpija, Celje in Koper, tisto bo malo težje. Ampak zdaj ima 3-4 tekme pa super za tele, rečemo, veterane v svoji ekipi. Dobiš malo vetra v jadra, pa zanos, Ja, pa se tudi uigraš Olimpija in- potem bliže, že konec koncev. Tako da Maribor bi lahko za štartu zelo v redu, je predaleč od Celja, je pa dovolj blizu za vse ostalo, da lahko pač konča komot drugi, ne. Tako, Gorazd, ga pričakuješ v boljši podobi, kot je bil. Gledal sem tekmo, pa tudi ne morem spomniti. To je popolnoma brez veze. To je pač eno od tekme, ki Se zadnji Adijo, tekmec, ja. idealno za navzven, ampak jaz ne vem, tudi če Ante Šimunža, ki je zelo zahteven, pa pedanten, pa niti ne vem, če je najbolj zadovoljen s tem, kar je bilo. Je pa res, mislim res, brez veze, karkoli povedati. Bomo videli, ko bo kakšen bolj resen, taktično odgovoren. Pa, mislim, da gre v Muro naslednji kol. ja, Ja. Pač, tudi ta Mura Ja. v Celju, mislim, to je bilo bolj bogo, ne. No. Ampak močnejši bi že moral biti, kot doma Aluminij, bo ne. bolj kompaktna, čvrsta, zdaj pa Delko bo ohranila mrežo nedotaknjeno, več bo možnosti, ne, seveda. Tako pa, če se morda za konec tega slovenskega dela podcasta dotaknemo, Koper bi tokrat izpustili, ker ni, ne vem, razen če ima kaj zelo pomembnega za povedati ob slabem debiju Aleksandra Radosavljevića, ampak Mora se nekaj hotel povedati, se mi zdi. Gorazd, Samo takrat težka, težko bo povedal. težka, zelo težka. Če so mislili, da so kaj naredili, bojim se, da bojo mogli hitro spremeniti. Da bo znova sledila sprememba. Ne sprememba, gre pač, ni sam trener, pač trener je normalno, če si ti svež, nov, rabiš nekaj časa, ne, ampak nasploh te menjave igralcev ob prepričanju, da si pa ti zdaj ta prave pripelju, pa vsak prestopen rok ponovno to ugotavljaš, pa se ti vsak prestopen rok isto dogaja, ne vem, no, enkrat bojo pač mogli spoznati, da verjetno, da niso edini na svetu, ki vsak pol leta najboljše igralce pripeljejo v klub, ne. Ja, drži. Je pa mogoče, ja, za to, kar sem pa se želel navezati za konec, je pa bravo, še eno, vse smo že večkrat povedali, da imajo res lepo razdelan način igre in na koncu tega stroja, na koncu piramide Mateja Poplatnika z novima 2 zadetkoma. Vse tam se ve, kdo pije in kdo plača v bravo in to zelo dobro deluje. Tudi za Evropo, konec koncev, bi morda lahko bili nevarni, če bo to zdržali do pomladi. Ja, to je specifičen klub, verjetno klub, ki igra pod najmanjšim pritiskom v ligi. Navijačev nima, mislim, organiziranih resnih nekih, ki bi metali petarde pa rakete, če bi šlo kaj narobe. Sistem je urejen, imajo kot kar imajo, dobro sposojajo igralce, to jih nastane veliko, ne. In sicer z njimi pol to težko kaj zaslužiš, ko ti grejo, ker niso tvoji. Ampak imajo nek sistem urejen že vrsto let in to funkcionira. Težko je, v taki ligi je seveda to lažje, ne, ker ni tako morda ki gnilnik serije A, no, bomo rekli, ampak mislim, da ne bojo končali v Evropi in ne vem, če je niti to njihov cilj. So pa zanimiva popestritev, zanesljiva. Ne, zanimiva zgodba so napadalci glih, ne. Po zimi so slovensko ligo zapustili 3 odlični strelci, ne. 3. To je za eno slovensko ligo nekaj, ne vem, kaj bi rekel, to je nemogoče skoraj, ne, nadomestiti. Ne, da ne mogo, sploh se ne da. Ni samo to. V drugi ligi je prvi strelec za druge lige šel, ki je za prvi klub. V prvem klubu je bil prvi strelec lige, ne v zadnjem, tako, ki je šel. Kdo so zdaj te, Rui Pedro? Rui Pedro, Šabaradža in pa Gradišar. Pa v drugi ligi, pa Bunčina, ne. Tako. In oni
imajo pa Poplatnika, ki ga 10 let noben ni videl, Ja. Prpeljali so Tučiča, ki ga tako noben v narekovaju ni videl ali pa ni hotel. Pustimo zdaj, da je tukaj odzad marsikaj drugega še, veliko, ko govorim, menedžeriranja ali pa. Ja, ne stane veliko. No. Ampak imajo sistem, imajo Pečarja, ki je pet posojen, ki je nekoč veljal za nekega talenta. Vidi se, da je ne bom rekel, da je še talent, ampak da ima nekaj več. In ko to sestaviš v tej ligi, ki seveda ne premore 200 najboljših igralcev, je to dovolj. Brez stresov, brez vsega, organizirano vodenje, trener je očitno zelo sposoben razumeti situacijo. Tako da pač je to posledica. Posledica je rezultat dober in solidne igre. Celo, rekel bi, celo boljše igrajo, kot so igrali. Nekoč so sam čakali ali pa se borili. Ne? Zdaj so pa sposobni tudi kaj napasti, organizirano graditi igro proti nasprotnikovim vratom in to je pa že napredek. Ne? Ja, tudi zagledati, bravo, je večinoma. V ligi je dolgo časa veljala tranzicija. Tranzicija, to bi mogli prepovedati to besedo, bi se rekel, tranzicija. Kakšna tranzicija? Problem je samo v tem, da si pravočasno žogo oddal, kako si jo sprejel, pa kam si jo oddal. In zdaj je to tranzicija, če se to 100 podaj bilo vmes, pa če je imel na koncu smisel, kakšna je to tranzicija? Jo ni, je trajala 3 minute, ali Barcelona, ampak je prišla do končnega cilja. Pa zraven si se še naučil nogomet. Hitra tranzicija. Ja, zdaj hitra tranzicija. Še eno bomo dodali. Pa taktična kultura. Ja, taktična kultura. Tudi taktična kultura je čudovit izraz. Ja. No pa, če smo pri taktični kulturi, pa taktični zrelosti in odlični igri na sredini igrišča, mislim, da je pa ta tekma, če se preselimo na tuje zelenice, Real proti Gironi pokazal en zelo, zelo dober obraz. Sploh se za Viniciusa vemo, da je vrhunski napadalec in je imel zelo dobro tekmo. Večina medijev ga je izpostavljala, Jude Bellingham z 2 zadetkoma bo vedno polnil naslovnice, ampak kako dobro je zaprla sredina Valverde, Kroos, Camavinga, igro Girone, ki pa že celo sezono nekako dobro gradi igro prek sredine. Ima posež žoge, oni so jim pa zelo lepo zaprli prostor, da so šle podaje lahko samo proti outliniji in nazaj. To je bil ven. Mene je ta Real zelo navdušil, sem ga letos že kar nekaj pregledal, ampak ta tekma je bila pa taka, Angleži bi rekli clinical. Da si to seciral, kot da bi gledal rubriko, kako so igrali v dnevniku Marka. Ne, generalno rečeno je to tako, da verjetno je cilj Girone nekako preživeti med 4, Saj smo že to večkrat rekli, ne more tak klub v taki konkurenci stremeti na prvo mesto. Zdaj so pač dobili potrditev tudi formalno, da tja ne sodijo. Vsi so to že prej vedeli. Sam malo poskušamo bolj širše razložiti. Če bo pa preživeli med 4, to pa že zelo dobro kaže. In kaže dobro, pa bomo videli, kako bo zdaj ta porast, kako se bodo odzvali. Zadnji so vseeno, mislim, da Bilbao, Real Sociedad pa Betis, ki imajo vedno neke težnje, niso to za neki klubi, ki bi morali biti po imperativu med 4, ampak imajo težnje in te moraš odbiti. Real, Barcelona, Atletico in pol ta Girona. Ne glede na to, sploh lahko bo igrala ali ne bo, zaradi teh multi-club ownershipov, ampak med 4 želi biti. Ni pa nujno, da tudi 5 ne bo šel v Ligo prvakov, to je tudi treba vedeti. Ja, po novem bi lahko šel. Mislim, je šel že prej, ampak zdaj bo se pa dal več. Treba upoštevati, da očitno je Real ekipa, ki ne usteza Gironi. Že v prvem delu gladka zmaga Reala v gosteh. Tako da to očitno jim ne leži. In jaz mislim, da Girona se prav veliko ne sekira. Se ne bi smel. Je pa to katalonski klub. V Madridu ga radi prerešetajo. Drži. To je treba vedeti. Drži, tako da skupaj tudi Guardiola je tam. Tako da to im je tudi dodaten motiv. Ja, Real je navdušil navijače, kar bi pa zelo težko rekel. Za Bayern, ki je tako dominanten, kot je bil Real, je bil tudi Bayern proti Bayernu, česar pa vendarle nismo pričakovali. Saj ne v taki meri, pa je Xabi Alonso in cela njegova zasedba pokazal Bayernu, kako, če ima igra rep in glavo, lahko tudi z manjšimi zvezdniki
povsem odrežeš od igre njihove zvezdnike, kar je veljalo za Harryja Kanea, veljalo za Leroya Sanéja. Najbolj je bilo pa vidno v centralnem delu igrišča, kjer Gorecka in Pavlović proti taki konkurenci ne morata igrati. To je bilo pa letos že večkrat vidno. In Jernej, prej sva se pogovarjala, rekel si, da te je Bayer kar navdušil. Ja, jaz vam rad te kompaktne ekipe, ne, saj to na tem temelji Alonso, ne. Zelo kompaktno je postavljen, ne bi zdaj odpisoval Bayerna, čeprav... Ne, se ni za odpisati, Ne, je bila se pa ne. slaba predstava. Ne? Se ne da je odpisan, ampak ti imaš dva izhodišča imaš zdaj, ne? Do konca je tok in tok tekem, mislim, da 13 ali pa Še zdaj pa 14, več, ja. mogoče 14, več jih ne more biti, in ker je liga malo manjša, samo 13 ali 14. 34 kolje, ne. Tako da mislim, da jih je še 14, ampak se ni to bistveno. Dve izhodišči imaš. Prvič, dobil si medsebojni derbi, nadigral tekmeca, da govorimo z vidika Bayerja, ne. Leverkusena, no, da ne bomo mešali. Z vidika Leverkusena dobil si derbi, se pravi, imaš nek motiv za naprej, neko samozavest in pa na lestvici imaš 5 točk fore. To je ekstremno dobro izhodišče za naprej. Kar ti nič še ne jamči, ampak upravičeno pa zdaj lahko Leverkusen ampak meri na naslov prvaka. Tako. To pa lahko upravičeno, brez težav. Ne. Leverkusen je 31 zaporednih tekem neporažen v Bundesligi. Je pa liga, kakršna je, smo videli tudi že večje zasuke in ne vidim, zakaj Bayern ne bi mogel biti prvak, recimo, v tem kontekstu. Ne, Tako da bomo videli, če za ne 5-6 kol se bo že marsikaj videli, ker bojo tudi male Evrope dale svoje. Ne. Lahko bi bil, je pa v spomladanskem delu bilo že nekaj takšnih predstav. Harry Kane malo se mu je ustavilo, pa čeprav daje gole, ampak ni več te tekoče igre, ni tekoče navezave in je tudi lepo je rekel Thomas Miller potem, da bi Oliver Kahn, če bi še igral, rekel, da niso imeli jajc, da so podajali žogo v outlinijo in niso imeli nobenega smisla v igri. Tako da, Gorazd, kako vem, da imaš zelo rad Harryja Kanea, pa Harry Kane morda tukaj niti ni krivec za to, ampak žog enostavno ni dobil. Kako si pospremil to tekmo? Mislim, da vsako moštvo ima določeno obdobje krize. Za Bayern mogoče zdaj le celo najbolj še trenutek. Ne. Res, da je Lazio naslednji tekmec v Ligi prvakov, ki ne smejo si privoščiti spodrsljaja, ampak vsem, če tole preživijo ta krizno obdobje 2 tedna, 3 tedne, ki ga ima vsaka ekipa praktično in oni zdajle so v tem delu, bojo verjetno močnejši prišli iz tega ven. Kar se pa tiče Kanea, se ve, to je v bistvu od celotnega stroja, če bi rekel, ne, ustroja. In očitno je tukaj trenutno v Bayernu preveč nerazpoloženih igralcev, ki se ne razumejo, mal pa tudi verjetno Tuchel zgublja stik z moštvom, ker kakor spremljam, ga že menjujejo nekaj časa. Ne. In če pogledaš, zanimiv, ne, Leverkusen trenira Xabi Alonso, City trenira Guardiola, Arsenal trenira Arteta, Real trenira Ancelotti, ki je sicer mogoče v kontekstu od njih, ampak to so vse zadnji zvezni igralci. Ja, zadnji zvezni igralci, ki imajo, ampak zadnji zvezni z občutkom, z prefinjeni, z znanjem, ne samo, da so tolkali. Ne. Imamo še pri Barceloni tudi Xavi, ki ima pač določene probleme, ampak on ima tam bolj probleme zaradi pomanjkanja kvalitete. Ampak vidiš, še Olimpijo pojasem. Ja, Olimpija pa ni bil, ne, Zeljković ni bil zadnji. Mal sprednji, zadnji. Ampak pa Lampardi, tudi ti tam pa Lampardi tudi ne grejo. Trenutno to vodi igro, ne. To trenutno v Evropi narekuje in očitno oni najbolj berejo tekme, najbolj berejo igralce in se pozna, ne. In zdaj Alonso je v pravem trenutku prevzel Bayer Leverkusen, ki je vedno imel igralce. Moramo vedeti, da Bayer Leverkusen ima sloves, ampak je bil že vedno drugi, tretji. 5-krat. Ja. Zdaj pač, in on je poznal to sceno, je dobro predelal in se pač išlo malo pod igralce, dok si mislil, da bo čaka iz Arsenala, da je to karierni korak nazaj na koncu, verjetno je najboljš poteza njegova in od Leverkusena in je avtoriteta v ekipi, ne. In to je to, ne, to so detajli in če te detajle je verjetno Alonso, ki je imel za sabo strahovite izkušnje in sam pogledaš kot igralec, kakšne trenerje je imel, ne vidiš, da ne mogoče, da ne bi bil trener. Mislim, res bi mogel biti tele popolno, da ne bi bil trener.
kljub tem, da je bil že igralec vrhunski. Tako se v vsaki ekipi, kjer je bil, je že na igrišču bil neka podaljšana roka trenerja, tako da to je zdaj nek normalen napredek. Pa če se zdaj preselimo še k napovedi Lige prvakov, ki se tudi vrača ta teden, se lahko to storimo prek Benija Šeška. On nam v zadnjih tednih prinaša več razlogov za zadovoljstvo. Tudi zdaj proti Augsburgu je dosegel gol, zadev še vratnico, bil zelo aktiven. Tudi mislim, da je imel 22 stikov žogo, kar precej za centarforje. Bil najbolj ocenjeni najbolj ocenjeni igralec Leipziga, ampak hkrati Leipzig ni zmagal proti Augsburgu, ki je v spodnji polovici lestvice. Tako da najbrž to vseeno ni najboljši obet za tekmo z razpoloženim Realom, kar se pa samo Šeška tiče, pa verjetno super. Ne? Ponovadi te tekme pred Ligo prvakov so malo problematične, zadnje pred Ligo prvakov. Lahko, ni nujno, ne? Ampak recimo, da je bilo to tokrat tako. Ne? Mislim, da Real gre v Nemčijo, no? To prvo tekmo in bo zanimivo, zakaj ne? Leipzig bo verjetno, da bosta dva kluba, ki relativno dobro igrata na nasprotne napade tudi, ne. Real tudi ni sama ofenziva, ne. Ja. Tudi izjemno dobro, kot bi rekel Gorazd, hitro tranzicijo, ne. Tako da, in Leipzig. Tako da sta dva kluba s to hitro tranzicijo, bosta se srečala in jaz mislim, da bo zanimiv. Ne bi napovedoval, kaj bo, ker niti ne vem. Je pa dobro, da bo dobil Šeško. Zdaj dve res močni tekmi, ne. Ne, da jih v Nemčiji nima, ne. Ampak to bo zdaj pa res test plafon kvalitete, s katero se bo soočil. In tudi na Euru močnejšega tekmeca ne bo imel, kot ga bomo zdaj v Realu, proti Realu. Tako da to me prav zanima, no, bom z veseljem si pogledal. Pa še z Lojsom Opendo sta zdaj nekako tako kot Šporarjem v reprezentanci našla skupni jezik. Na začetku sezone sta en mimo drugega igrala, zdaj pa skupaj igrata. Mal glih zamenil to temo, ne, z Opendo, za slovensko reprezentanco imamo, se mi zdi, da se je kaj ukreži, ali pa celo ne. Vipotnik v Franciji, v drugi ligi, pustimo zdaj druga liga, ne. Fant je trenutno najbolj vroči igralec Bordeauxa in verjetno se jim fajn zdi to, kar so naredili, ne. Imamo Celarja, ki je praktično v Švici top, ne. Zdaj Šporar ima pa v Atenah probleme, ne. Zdaj prišel nazaj. Bomo videli, izziv je dober izziv je zaradi tega, ker nobenega vsi morajo delati na se, če ne rečem. Ni špekuliral. Na polno. Ja. Če Matjaž Kek je pa tak, da hiter upas, če kdo malo popusti, ja, bo šel pa na klopne. Glede tega je tako, mislim, glede malo, kako je s Šeškom. Šeško je nedotekljiv, zdaj išče se že ali pa se že dela drugi. Izhodišče ima pa Špora najboljše, seveda. Vse v resnici vsi te so že v reprezentanci. Ja, vse so. Mislim, ne bo nekih revolucionarnih stvari. Seveda. Pa Vipotnik je tudi že dubu pred Šporjem, kakšno šanso tako občasno, ne. Mislim, od prve minute. Ampak imaš prav, to je... Drugo izhodišče zdaj gre, vsi grejo. Samo dobre stvari so to. Ja, in tam res v močni ligi Vipotnik se je najdel pa ne samo v močni ligi, tudi v ekipi, ki jim ne gre, oziroma jim ni šlo in se v težki situaciji zdržal. Ne. Tam je težko, tam je... Specifična liga. Ja. Tam imaš tudi veliko pent, no, tako bom rekel. To je čvrsta, telesno močna liga, agresija. To vsaj dan pride toliko enih igralcev iz številnih celin na probo in to brezkompromisno, ker jim je to edina rešitev v življenju. In ti moraš z njimi tekmovati. To ni enostavno. Tako, in Vipotnik dobro tekmuje. Tako da, zdaj, kar nam še ostane v tem Ligi prvakov ta konec tedna, Manchester City Kiebenhavn v torek. Manchester City je bil kot ta konec tedna spet dober. Haaland je nazaj v ta najboljši strelski formi, tako da tu Kiebenhavn verjetno veliko možnosti ne bo imel, ali pač. Verjetno še bolj zanimiv bo pa dvoboj PSG Real Sociedad, ki... To bo v sredo, ne? Tako je pa v sredo, kjer sicer pripada PSG vloga jasnega favorita, vendar le tudi Sociedad ni tekmec. Mislim, ne bo mači kašelj, ne nazadnje je Sociedad zmagal skupino PSG, je bil pa drugi. Tako da mislim, da je bo to... Me zanima, kako se bo ta tekma odvila. Paris je relativno dobro formo ujel, ne? Ja. Mislim, da je zdaj nekako tam sestavil stvari, pa pustimo zdaj Mbappé, ja, kaj bo pa ne bo, ampak v tem trenutku to dobro funkcionira in se mi zdi, da
da je ujel formo v pravem trenutku. Ne. Če smo rekli za Bayern, da se je zdaj zmedel, ne, januarja, februarja, se mi zdi, da je bilo pri Parizu obratno in da je v boljšem trenutku v boljši formi. Ker vseeno februar, marc, april, to so ključni meseci, vedno bili in vedno bodo, tako za domače bitke, kot za te, ki so še bolj usodne, ker so izločilne. Ne? In tako da vse v nogometu vse možno, tudi Sociedad gre lahko naprej, ampak Pariz mislim, da je v pravem trenutku ujel formo in to je za njega dobro. Tudi lepa napoved za Ligo prvakov, ki je pred nami, tako da več o tem pa naslednji teden v naslednjem podcastu VAR. Za danes je bilo to vse. Vam najlepša hvala, ker ste bili z nami in pa se slišimo zopet naslednji teden.